Zdravo, raziskovalke in raziskovalci. To je podcast o življenju, nosorogih in sploh vsem. In tudi o knjigi Zadnji dve, ki sta jo napisala Maja Prijatelj Videmšek in Boštjan Videček o zgodbi zadnjih dveh nosorogin. Boštjan, pozdravljena! To mogli reči. Zdravo, ja ne zdaj tako, ker na srečanju anonimnih alkoholikov, veš, zdravo, radi vaju imamo. Nekako tako, ja. Ja. Živijo. Živo. Lepo zdrav. Lepo zdrav. In takoj vas bom začel težiti. To je podcast o zadnjih dveh severnih belih nosorogih. Ok, severnih belih, ja, imaš prav. Fact check. Kar je res, ker sem jaz tudi pol, ker sem pač začel pogovarjati in sem šel gledat, piše, in tako grem beli nosorog, napišem, Google in piše, so jih je ful, kva se vsi tako bunijo, pizda. Pa greš še malo gledat, Kje zdaj problem? Severni, vsi pomeni severni, ja. To je res, ja. Severni, ja. No, veš, to je. Ki imajo najlepše rogove. Tako, Mislim, tele. pa dva imajo. Ja, pa dva. A imajo sam severni dva? Ne. V bistvu imajo po mojem južni večjo. Ja. Res je bilo tako. Rogove. Zanimivo. In kva je pa fora, da so se unde spravili? Mislim. No, vsem zrastejo veliki rogovi. Vsem zrastejo veliki. 60 minut duo monologa komod dobište. Komod. Ok. Tako je. Tako, ker so za unga, za Rorija Sutherlanda, so rekli, da je njega ful fajn povabiti na intervju, ne? Kaj mu rečeš sam dober večer in potem on prevzame. Seveda. You wish. Ja, dobro, kljub temu, da ste z nami v 300. epizodi prav posebna gosta, smo mi trije še vedno Aljo? peli. Inzi. Ja. Dobro. Zakaj gosta? Jaz sem kar naprej, lahko se vidi pridružta, kad šta. V bistvu pri branju zadnje priložnosti smo prišli do nosorogov in koga drugega poklicati k vaju. Ne. Čeprav, kot smo prej ugotovili, je od izdaje knjige že par let minil. Ne. Tako je. Ja. 4 bo junija. Ja. No, ampak vseeno, situacija je zgodba je še zmeraj napeta, tako kriminalni thriller v bistvu. Tako da mislim, da je fajn, da se malo posvetimo. Pa to je del zgodbe, ki v bistvu je Douglas ni povedal. Pri Douglasu se stvar konča relativno lepo, tako se še v knjigi pač citirata Douglasov dognanje, da sej v bistvu ni tako hudo, ne, zaenkrat. Ja, verjetno se pozna, da je Douglas to malo naslednje prej to predelo, ja. Konc 90-ih. Ne, konc 80-ih v bistvu. Konc 80-ih so šla. Kaj je bilo še enih, koliko jih je bilo? V Garambih je bilo 32, se mi zdi. 30. Ja, 30 pošteti v naravi. Samo v Garambi, ja. Ne, tako da. Pa ne čudno, da je bil optimističen. Kaj je sama naštela. Ja. Zadnji v naravi pač bil viden leta 2006. 2006, ja. Zadnji sledovi severnega belega pa 2007. Potem pa konec. Pa sam še wishful thinking. Potem pa so še živalski vrtovi. Ja. Tako je, ja. Čak, te so Češke, a ne? Ja, te so Čehi. Tako je. Zadnji dve sta v resnici rojeni na Češkem, ja, sta Čehinji. Turisti, češki turisti. Ma kje jih najdeš vse, mater? Ne, in tudi vidiš, v patikah hota po hribih. Svet Kenije. Je ta njihov njun skrbnik v bistvu ima neke fore, ki jo tudi občasno nagovori v češčini. Podsem na žin. Res, Hvala, da razumete, ti se začel življenje čez kočine. Mislim, da češčina je njun prvi jezik. Absolutno, človeški. Dobar. Ja, ok, zdaj smo malo osnove so jasne že, ne? Zdaj vemo, kje smo, se pravi smo pri severnih belih nosorogih. Videla ste šla tja v bistvu tudi v kar spektakularnih pogojih sred drugega vala lockdowna 2021, se mi zdi. Tako je, ja. In sta bila sama na avionu. Kako izvatjažen ste še vsi trije? Ja. Mislim, malo konteksta. No. Maja je v tej zgodbi pisala že leta prej, ko je umrl zadnji samec. Sudan, zadnji samec severni belega nosoroga, umrl je, če sem motil, marca 2018. In takrat je ta zgodba dobila neko viralnost. Postala je prepoznana ravno zaradi tega. Ne? In tudi pač
veliko je bilo tudi fake newsov okoli tega, ker se je razumelo, da je izumrla, da pač nikogar ni več. Ne. Ampak, ko je umrl Sudan, je tehnično vrsta postala funkcionalno izumrla, ker ni bilo več te uradne možnosti naravne reprodukcije. Ne, ostala sta še 2 dekleti, mama in hči, Nadžin in Fatu. Priseljene obe iz živalskega vrta Dvor Kralove z Češke leta 2015. Ne? Priseljeni v 2009. Ja, seveda 2009. V Olpeđeto, privatni naravni rezervat v središču Kenije. In Maja je poznala to zgodbo, z Matjažem so se na vrhuncu tega drugega koronskega vala, ko se ni dal potvati, pač sva življenjsko nujno in profesionalno nujno, ker so pač odvisna od zgodb. Finančno so iskala neko močno zgodbo, imeli smo neko staro navezo že z skupino Rangerjev, Krav, in smo se povezali z njimi, oni so v tistem času bili v nacionalnem parku Samburu, fantastičen plac, 4-5 ur severneje od Olpeđete, mogoče malo manj. In smo nekako združili. Maja je imela idejo, da bo delala zgodbo o Olpeđeti, o severnih belih nosorogih. Mi da smo imela to idejo, Matjaž kot skupen imenovalec, pač za obe zgodbi kot genialna fotografa. In smo šli na pot, premagali vse, bi rekel, nepremagljiva vera na tej poti. Prvič v življenju sem klical politike, da so nam odprli pot na zaprtem letališču v resnici. Ampak se je splačal. Dobro. Prešparaš za pomembne zgodbe. Ne? Tako zaključne. In ko smo prišli v Samburu, je bilo vse pozabljeno, kakršnokoli zaprtje in tako naprej. V enem najlepših nacionalnih parkov, ne v Afriki, ampak na svetu, kar nekaj sem jih že videl v življenju, smo bili praktično sami. To ni bil safari, to je bilo intimno druženje z živalmi, kolikor hočeš, če si poželiš. Ja, fantje. To koronsko obdobje, mislim, definitivno je bilo to nekaj posebenega, ker vsi turisti so takrat tudi šli iz Kenije. In mi smo dejansko stali sami v tistem rezortu, v tistem parku. Vsi so imeli čas za nas, ker nihče pač ni imel kaj za delati. In smo ga prekrižarali po dolgem in počes. Res non-stop smo blizuni v naravi, in tam je res ta primaren stik, ne vem, z živalmi, ker Samburu je vseeno drugačen kot pa Olpeđeta. Olpeđeta je v bistvu zaprt, ograjen rezervat iz vseh strani, ker so okoli pač živijo ljudje. Samburu je pa v bistvu odprt park, kjer pač ljudje tudi živijo znotraj skupaj z živalmi. Se pravi, ta izkušnja je zelo različna. Se pravi, v Samburu so tudi živinoreje pa to. Ne, to je v Olpeđeti. A to je v Olpeđeti? Ja, ampak oni delajo v bistvu to kot industrijsko, pač dodatni zaslužek. Tako, in tudi nekoč prednje Olpeđeta postala ta naravni rezervat, ki je skrbel zgodbo nosorogov in tako naprej, je temeljil na živinoreji, ker so v bistvu te različni lastniki Olpeđete so pokupili v bistvu stara kmetijska zemljišča, pridelovalna in živinorejska in so jih združili v bistvu različne zemljišča v en naravni rezervat. In imajo v bistvu, seveda kot vegetarijanec mi to ne more biti pri srcu, imajo živinorejo tudi kot neka vrste poslovni model, s katerim so suportirali tudi svoje te, bi rekel, naravovarstvene principe, kar je v bistvu malo paradoksalno, ampak je tudi hecen, ko hodiš po Olpeđeti, da ne bodo poslušalci in poslušalke mešali Samburja in Olpeđete. Jaz mislim, da se za trenutek vrnemo v Samburu in gremo malo bolj kronološko. V Samburu smo pač, tja nikakor tudi ne bi uradno ne bi smeli priti, ker bi bili omejeni na Nairobi. In sem pač podkupil nekoga, oziroma dva človeka. Smo že obdelali. Slovenski del smo obdelali. Tudi v Keniji. Tako se tudi razlagal. Tako je govoril o podkupu. Seveda, tako. Kam prideš? V Afriki se mi zdi, da je to kar normalno. Marsikje, tudi doma. Obnaša se skladno s tradicijo, lokalno. In z Matjažem smo temu zelo izkušena. In pač se nama kdo reče ne, kadarkoli nama je rekel ne, je to zelo
hitro obžaloval. Tako drugače. In v Saburju smo delali to zgodbo Rangerjev, ne, in v bistvu so nam oni približali ne samo lastno zgodbo, ampak tudi zgodbo divjega lova, kontekst in koncept divjega lova in vse, kar to prinaša. Ne. In ob tem, kar je pripravljala Maja, ne, se nama tudi obema z Matjažem zdaj seveda lahko te zgodbe na nek način združimo. Ne, tam sem videl delala zgodbo o slonih in tako naprej, ko se je pol preko naslednjih letih tudi nadaljevala, ampak ko smo pa skupaj prišli v Olpeđeto, ne, in smo se zbudili pač še v polni temi, ne, ker smo vedno prihajali noter v rezervat malo pred sončnim vzhodom, ne, pač se je pa zgodil čudež, ne, in se je zgodil ta moment, zaradi tega zdaj smo danes tudi tle. Ne. Pač v bistvu, mislim, cela zgodba okrog teh zadnjih 2 in kako poskušajo rešiti to vrsto oziroma podvrsto, kakor jo kdo obravnava, je, mislim, tako fascinantna, da, mislim, ni druge podobne zgodbe. V tistem času bilo, zdaj mogoče so, ampak tako karizmatično vrsto, reševanje, ne vem, take karizmatične vrste je definitivno unikatno. No. In pač, ko smo prišli v tisto stajo, ko se je sonce tam nad Kilimandžarom, nad Mount Kenya, dvigovali, in ko smo videli tiste 2 zaspani nosoroginje, mislim, pač, ker točno vidiš, da sta zadnji 2, čeprav se one 2 tega ne zavedata, mislim, pač to se ti trga srce, ne moreš drugače, da se ne bi zaljubil v njih, čeprav sta pač, ne vem, tako kaj tene, kaj pa jaz vem, kaj ne krave, no. To nikakor ni žalitev. Ne, ni žalitev, ne. Velike krave. V bistvu, krave. vse, kar delate, je to, da se paseta, ne. Da se paseta, da prdita in da spita, ne. Kako prdita? Ja. Res. Mislim, prdita pa Fart beat per minute. 200. Kadar metuljo ven iz njunih riti, pač pride, ne. Pršice se temu reče strokovno. Predvsem je pa pač to zgodbo nam je približal ta njun glavni skrbnik Zakarje, ne, ki je dejansko, mislim, oni 2 sta članici njegove družine. On ima eno družino človeško, ženo in otroki, in ima potem to živalsko družino, s katerima preživi v bistvu 1 mesec, dober mesec je tam, skozi, potem pač gre domov. Ne. Za en teden. 2, če se za 2, ne vem, 12 ur se bo z avtobusom domov. Potem so drugi, ampak ta se mi zdi, da je tak najbolj res predan in tako najbolj pač živi z njima. To je tudi ta fant Poba, mladenič pri 50-ih, ki je na naslovni fotografiji Matjaževi skupaj z nosoroginjo. Tako tesen stik imajo. No. To je tesno in prijateljstvo, tovarištvo je med njimi. No. Lepo. Čudovito. Mislim, prosti ne moreš predstavljati, kako lahko to, mislim, a veš, ko vidiš slike, pa to, to je ogromna stvar. Sam pač, da en človek kar tam zraven, a veš, ne, lagano šeta, kada to ni dvotonska zver, ne. Mislim, tako je, ne, pač v bistvu imaš mamo pa hčerko, ne, mama je tista, ki bi rekel, tako na pol domačena, ne, pač bolje počasna, starejša je, ne, in z njo se da delati marsikaj, predvsem ona. Mi smo jo čohali tako malo mislim, takole pod tacami, ne, ima tako ful mehko kožo, kot drugače res koža je taka, neka strjena blatna zemlja, ne, ampak tam spodaj je pa tako čist nežna, mehka kožica, no. Pač ona je taka vodljiva, v bistvu ful rada kakšen korenček požre, in iz roke, seveda. Pač Zakari skozi shod za njo in kaj? On je vprašal, kako ima velik gobac. Evo, to je ful dobro vhodno vprašanje. Zato se tudi reče. Ne, nima toliko velikega gobca. Glizer tega, ker ima večji gobac od južnega, je napaka je v ne večji, raven.
Ja, white. Ne, Širši, ne? širši. Spodnji del kopca, jasna razlika. To je bila napaka, ne? Ja, so narobe Smo rekli prevedli. bili, tako je. Ja. Simirotič moment. Fuzbol je prišel noter, dobro je. Potem so jih poimenovali, ampak potem so poimenovali severne nosoroge, ker recimo črni nosorogi imajo pa ta gobec bolj v kljun, no, tak trikoten, ne. Ti imajo pa čisto ravnega, dejansko kot ene take morske krave, ki skozi mulijo to travo. Se pravi, približno tako velik je to en laptop, ne, če bi ga zaprl, ampak precej širš. Mislim, takole, no. Ja, malo širš. Ja, ok, to je zelo scary za korenje dejati. To mislim, ne. Ja, ne, sem tista čisto taka krotka, medtem, ki pa hčerka, ne, je pa zelo nepredvidljiva, ne, in se je pa Zakari ne dotika, ne. In hčerka pa rada malo izziva, ne, in potem tako se kdaj tudi hoče zakaditi, ne, v njega, ne. Ja. In potem se mora on velizga narediti, ne? On je mejhen, on je tukaj velik, kaj jaz, ne vem, 1,60 m, ne? In potem se ta mali človek naredi velizga tako, da naenkrat skoči gor, razširi roke, ne? Ali jih pa še da nad glavo, ne? Da zgleda večji, ali pa prime kakšno grmovje in potem pač se stistim. Mislim, da se razume, da dela vsak dan. Da ona razume, da pač se mora umakniti. Se pravi, razumem, ampak da imaš ti jajca, da se to narediš proti 2 tonski Ja. ki čarža na te. Mislim, bravo. Da dvigneš roke, namaz da kupček od zadnje narediš za sabo je. Se razumem, da človek dela to vsak dan, ampak vsem je, ne? Najbrž jih je, veš, najbrž jih ni pri 50-ih prvič videl, tako da malo pomaga. Ne vem, to ljudje, ki živijo s temi zadevami, to se nam zdi čuden. No se pa tam še tretja nosoroginja, ne, ker so 3. Pa še tretja nosoroginja, ki je pa južna, bela, ne, frendica od hčerke. So bestički. Frendica, ja. Bestičke sta. Ker so pa tako malo sta zarotnice, malo se zarotita tu pa tam proti mami in jo malo z rogovi. Čevlata. A prvo z doma nitko. Mislim... Ne, še počakaj, prehajamo v puberteto. Ja, povem, da so šolka od hčerke te zlahka zaroti proti, mislim, hčerko proti tebi. Ja, lekcija, potem moraš roko odrezati, ne? Ja, pač. Ne, dobro, je pa še... Ojoj. Kaj je tukaj rok simbolizira? Je bemti. Blazen domišljija. Je pomemben ta moment, ko govorimo o severnih belih nosorogih in južnih. Tavu, to južno frendico so dali zraven v Fatu in Nadžin, zaradi tega, da bi se one dve kot Čehinje, ne, kot vajene življenje v živalskem vrtu, da bi jih odivjila, ne, da bi jih vrnili, da bi se z njenim vedenjem one dve, ko nalezli ali pa pridobili nekaj divjega vedenja. Fatu očitno je, ne. Nadžin pač je že v letih gospodine. Ne pa ne boš. Ja se pa Čehinja po rodu. Ali da ste obe v ujetništvu rojene? Nadžin in Fatu, ta tretja pa je zopet že. Tako da od krsta pač se preselile, mislim je rekel Zakari, da pač je hčerka Fatu, da je postala bolj divja, ne. Čekaj, koliko sta bile pa stare, ko so jih preselili? Se pravi, 2009 so preselili, hčerka je bila 9 let stara. Je bila rojena, ona je zadnji severni beli rojen. 2000. Milenika. Ja, milenika. Mama je pa zdaj, mislim, da bo 36, kar je že relativno staro za nosoroga. 19 je bila stara, ko so preselili. Ja, najstnica. Tako je, pozna. V zrelih letih že za nosoroga. Se pravi, nista bila Nadžin pa Fatu v nedve, kaj je Douglas videl. Ne, še rojene. Niti mama ni bila še rojena. Ok, dobro. In vsi te nosorogi, tudi veš, ko so prišli leta 2009, ko so bili preseljeni nosorogi iz Češke, ko so bili tudi Suni, pa Sudan in to, nihče teh Suni, Sudan je bil rojen, zato se tudi imenuje, ampak nihče ni bil v Garambi, to sem hočel. Ne, noben ni bil od tam. Vsi so v bistvu turisti. Bili, ne, bi rekel, Sudan in Suni sta bila ujetnika.
Okay, ja, pol sem zdaj Ker jih prišel je domov. pač ta češki Recimo tako. lovec. Ja, In Ja, Sudan lastnikom se je vrnil ustanovitelj- domov potem Sudan v se- Afriko. Ja. Recimo, sorazmerno blizu doma se je vrnil. Ja. No, ne? 12 ur vožnje do, Dobro. recimo. Se pravi, če bi na tvojem primeru bi šel v Maribor. To bi bilo zajeban za fuzbol. Niti ne, veš. Ti zmeri lahko rečeš, navijaš za tiste. Tvoj klub je tvoj klub. Ne? Ja, okay, to je Zmeri Se tako. bije, a ne? Tako je. Jaz sicer ne vem, kva sem mojega tamaga na robe učil, ker prav, da je Maribor je pa ful dober. Sam po moje to dela za nalaž. ženo vprašal. Ne, pa ni. Mislim, ker drugače. Moja žena izptuje drugače. Ker imajo tudi malo Saj si tako. vse povedal. Nimajo ene- Vse to. Nima neko, oni tudi niso tako, da bi rekel na vezi, da Maribor je pa kul. No. V Mislim, resnici- da ona nima fuzbola. Tudi- Da Ja. poglej ga roka krona vetra, a ne? Exactly, Tako, ne, recimo, ne. naš človek. Ja, ja. Ne? Ja. Ampak Pa ima pa Maribor. ja, kaj? zdaj mogoče malo za cele, ki malo zmagujejo. Tako da zdaj. Zanj so bila z Olimpijo, pa tudi z Olimpijo. Tako da mislim, da je še cajt. Da sem ga šel jel. Se tam imajo rad Opravi navijali. svoje delo. Vse ve, pizde, zajebo, čist na polno. Severna tribuna te bolinča. Ja. Dej, briši to. Ja, okay, bomo dali ven iz zapisnika. No, se pravi, počasno gre se šla, sem se bila spet na fuzbolu. Možno do otroka kakšnih problemov na Ja, cesti. Lega. Si ga naravno vzgojil. Zanj so navijala. No, tako da. Dobro. Ja, okay, se pravi, so se v bistvu vrnili nazaj, da se še mi vrnili nazaj. Ja, malo smo šli stran, se Ja, upravičujem. to se zgodi. Ja. To sem vam Tvorno opozoril, sodelujem. nimaš kaj. V glavnem, videla sta pol ugotovila, da je ta zgodba za knjigo, ne? In pol ste šla v bistvu v dveh rundah ste šla, ne? A sta Dvakrat. kaj spoznala že v ta prvi rundi ali to drugi? To drugi. No pa pojmo še iz te prve runde, ko smo še pozabili reči. Ne vem, če smo kaj zares bistvenega pozabili reči. V glavnem, ko smo mi dva prišla tja prvo jutro, mislim, še en korak nazaj. Zgodba o severnih belih nosoroginjih je lahko, kot smo že takrat rekli, caption, podpis pod fotko. Briljantna Ja. Matjažova fotografija in 2 vrstice. Mm. Ne? Hm. Lahko je časopisen članek, teh je bilo na broj, doma in v tujini. Ne? Ampak glede na kontekst, ne, Ja. je pa v bistvu to tako kot interferenca vode. Ko je Kamen pristal, torej, ko smo mi vstopili v Olpeđeto prvo jutro in videli, kako sta Džini Fatu skupaj s prijateljico in Zakarjem kako sta izstopila iz staje, iz bome, ko je ta kamenček padel v morje, in potem se je začela interferenca in se je samo širilo. In vsakim korakom, vsako besedo, vsakim razmislekom se je pojavila nova ideja. In glede na to, da pač imam tak, kako bi rekel, moj deluje zelo kot strukturirano. Po 10 minutah sem v resnici videl knjigo. Okay. Ampak si nisem upal osmišljati, zaradi tega, ker je to majhna zgodba. Midva z Matjažem smo bila dejansko v Olpeđeti turista. Ja. Ne, mislim, turista. Pač, Mislim, najprej me je mogel prepričati, da je to material za knjigo, potem me je pa mogel prepričati, da je on zdraven, ker je bilo bistveno lažje. To se je zgodilo tako v 1 uri v sobi na špricani. Pa v bistvu, mislim, tako, pač bilo je veliko živčnosti, ker jaz nisem tako hiter pisec kot Boštjan, ki naredi vse, ne vem, knjigo napiše v 9 dnevih. Tako da sem bila skozi pod nekim presingom, pač redna služba, hkrati pa pač delati nekaj še zraven po delovniku, in mislim, pač dejansko me je bilo strah. To je bila moja prva knjiga, niti nisem vedela, kako sploh začeti. Sem potem je Boštjan v bistvu tako, on ima tako navado, pač super navado, da v bistvu simplificira stvari, jaz jih kompliciram. In on je naredil tako strukturo, in pač po poglavjih, in potem, ko ima, ne vem, ko ima knjiga neko strukturo poglavja, potem se tudi znaš lotiti. Okay, to je tudi ena tematika. za bodoče pisatelje. Nekaj takega kot blank page ne obstaja. Najprej moraš strukturirati stvari na manjše koščke, pa gradiš naprej. Dobro. Mislim, in potem je pač vse skupaj lažje. Potem dejansko sva si razdelila
delo po poglavjih, pač tisto, kar je njemu ležalo, se pravi te geostrateške elementi zgodbe, vojne pač divji lov, te orožje. Land Rover, vse te stvari. Tehnikalije si ti prevzel. Se pravi, To je bilo njegovo. Ti si pa emocijo pol prevzela. Jaz sem imela pa te pač opisi narave pa znanost, mislim, ker je pač bistven del te zgodbe. Tako sva si zelo lepo to razdelila. In tudi zelo lepo je ratel, moram reči, da se prepleta tako, v bistvu, veš, padeš iz čist tehnološkega trilerja, ne, v parih straneh padeš kar v neki lepšega, pa pol, a veš, pa pol greš spet malo nazaj, pa pol spet, vidiš, kdaj je Maja, pa kdaj Boštjan vnete svoje tereske. Se ti zdi? Se mi zdi, da mislim, ponekod ja. Jaz sem rekel, danes, ko sem sam sebi hotel narediti krajšo obnovo in sem imel prelisto knjigo prvič po 4 letih, nisem točno vedel na parih delih, kdo je to pisal. Jaz sklepam, zaradi gostote AK-47. Sistematično, to si že sadno, okej. Vemo, kdo je pisal. Definitivno, jaz nisem mogla poseči. To se mi je zdelo, da pač, ampak lep v bistvu yin in yang je v bistvu zgodbe. Tehnološke, emotivne, znanstvene in vse skupne. Marsikdo, ki je bral, je rekel, da ne ve, kdo je pisal kaj. To pa mogoče tudi zato, ker v bistvu vsak je napisal eno poglavje, potem je šel pa drug skozi to poglavje. Spravico veta. Spravico veta? Mislim, tako da je res neka fuzija. To je uredniški proces, v resnici. Jaz sem se nisva neki ful kregala, ne? Ker so sprot komunicirala, zgodba je pa ful pomembna, zelo pomembno, kako je nastala ta knjiga, je tudi, da smo imeli v bistvu velik del dela ali pa soliden del dela že upravljen z novinarskim delom. Ker takoj, ko smo se nekako odločili, da bo tudi knjiga, seveda tudi z Matjažem, da se potem zgodba širše gradija, da on dela tudi vizualni storytelling, smo pač zbrali elemente, recimo, seveda, predstaviti je treba Olpedžeto, predstaviti je treba kontekst političen, ekonomski, naravovarstveni, zakaj se je zgodilo, kar se je zgodilo s severnimi belimi nosorogi, nosorogi nasploh, zgodbo o rogovih, o črnem trgu, o Kitajske, Vietnam, etc. Zakaj pač so oni te tarče, in tako naprej, kaj se je zgodilo, bi rekel, kakšen klastrofak se je mogel zgoditi, ali pa v bistvu, da se vse zgostilo na enem prostoru v njihovi geografiji, najhujša afriška vojna 80. in 90. let, tako naprej. Te živali res niso imeli sreče. Nikakor niso imeli sreče. Tudi ljudje. Tudi ljudje, mislim, če tudi v resnici. In ena prvih stvari, ki smo opazili v Olpedžeti, je bilo tudi to, da to nismo zgodba o njima, ampak je zgodba tudi o ljudeh, ki so z njima. Oziroma želijo biti, da ne boste samo oni dve. In smo potem locirali, seveda od Zakarja in tako naprej, ljudi, ki so tu ključni, od ljudi iz konzorcija BioRescue, od doktorja Galija iz Cremone, človeka, ki je avtor embrijev in tako naprej, do gospe Barbare iz Univerze v Padovi, ki vodi to etično presojo, kar bo res fascinantno. In potem smo se te ljudi obiskovali, Dvor Kraljev, živalski vrt in zgodovino, kako so starši teh nosorogov ali pa karkoli že sploh se znajdli tam, kako imajo Čehi zadelati pri nosorogih. To smo se šli na teren. Tale gospod direktor, mislim, šef dvorov, a je bil on v bistvu najprej lovc, pa je pol. Aha, tako je bilo. Tako. V bistvu so po nesreči. Naj bi bil lovc. Je bil lovc. Splet okoliščin jih je pripeljal tja, da jih ni pač odbol pa rekel, ok, to imam, jaz imam zdaj. Mogoče Henry. Ne, on dejansko pri nosorogih je on šel v ekspedicije, da bo pač pripeljal nosoroge v živalski vrt. Tukaj ni šlo za lov. On dejansko je plan, da jih... Pa ne sem nosoroge, on je hotel ta živalski vrt napolniti z afriškimi živalmi. In je te... Se je tudi Safari Afrika park je bilo ime. Tam nek smo blizu. Neki vrste Natural History Museum v živo. Ampak ne v Londonu, ampak na Češkem. Češkem. In v bistvu je imel veliko večjo zbirko, kot pa v Londonu. Definitivno, pač, ker ta živalski vrt, mislim, te
odlovi teh živali in te selitve so bile največje selitve afriških živali zunaj Afrike v evropske vrtove. Ta živalski vrt je imel največjo zbirko afriških živali zunaj Afrike. Ne? Mislim, tam so imeli vse. Wow. Mislim, glede na tudi na klimo, ki ni lih afriška, ne, na Češkem. Tako, da bi tukaj v Ljubljani bili. Se vem, da se da vse ogrevati, ampak tako nekaj reči, zakaj, ok, bravo. Je pa klešen tak trik, ki ga v knjigi zaradi pomanjkljivega fact-checkinga oziroma nepopolnoma dostopenega nismo omenila, jaz sem to pač neki Google iskal in tako naprej, sem malo pogovarjal. Ta gospod je bil močno povezan z, ko bi rekel, vladnimi strukturami v času, ko bi rekel, trdega dela češkega komunizma, po letu 68 in tako naprej. Ne? In redko kdo je lahko tako svobodno poslal in obenem trgoval v tistem času. Ne? In seveda je posloval in trgoval z deželami, ki so v času nevrščenih, v času železne zavese in tako naprej bile prijateljske s tedanjo Češko-Slovaško. In govorice zelo resne, so govorile, da je v bistvu Češko-Slovaška živali, ki so prihajale, odplačevala z orožjem. In ironija pri tem je, da je morda ravno to orožje češki AK-47 preomeni poskrbelo za tisto, kar se je na tej geografiji dogajalo v naslednjih letih in desetletjih. Zajeb. To pa res uno krežeš. Kurjo pot imam, evo. Tudi jaz. To pa res zanimiv razplet, mislim, zanimiv uvink in grozne posledice. Ker moramo reči, v bistvu, da se je zgodila, da recimo jaz kot tipičen predstavnik, tipičen Evropejc, imam pojma o Afriki in tudi nisem veril, da je bila svetovna vojna tam, oziroma se je tako rekel, ne svetovna. Svetovna vojna, and it's ongoing. Mislim, da se je dogajala v 90-ih, 2000-ih in praktično skos, ne. Mal se selil z žarišča in tako, da je tudi, ne vem, umrlo na milijone in milijone in milijone ljudi. Ne samo živali, ne. Da pač je bil pokol v bistvu vse. Da ne vsem, tako da res grozen. Ja. In kar se mene tiče, je bil vstop to zgodbo močno povezan s tem. Moja najbolj, mislim, poročal sem iz 25 vojna, ampak daleč najbolj traumatična. Je bila Demokratična republika Kongo. / Garamba, nacionalni park in te kraje. V življenju videl sem grozljive stvari, mnogo njih, kaj takega, kot sem videl v DRC-u, nisem videl nikjer. In nikoli se tudi nisem hotel vrniti v ta prostor. In ko sem poslušal Cass Hillman Smith, ko nama je razlagala svoje izkušnje iz Konga, pač mi je bilo popolnoma jasno, zdaj to pač delam link do Cass, in druge poti, zakaj je Cass takšna, kot je. V 4 do 5 sekundah se mi zlahka lastne izkušnje pri tem pomagajo diagnosticirati radikalen primer PTSD-ja. Tako radikalen. Glede na to, da je 30 let živela oziroma v takih pogojih bežala, v bistvu preživela in preživela. Na kljub vsem češkim in drugim AK-47, pa najbrž še kakšnim drugim. Številnim jugoslovanskim, imela pa še tudi druge težave takrat, čisto take zasebne narave, tako da sva jo ujela v takem trenutku velike ranljivosti. In je bilo zelo težko karkoli tako koherentnega iz nje izvleči. Se bere, da sta kar neki dolg časa sta bila pri njej, da je zelo počas prišlo, da se je odprla, pa se je. Moramo najprej povedati, kdo je ona. Dajmo povedati, kdo je ona, ja. Deformacija. Kdo je Cass? Kdo je Cass Hillman Smith? Ja, Cass Hillman Smith v bistvu tako mednarodno ni neko prepoznavno ime, ampak v resnici je pa ena ključna oseba z področja varstva in ohranjanja slonov in predvsem nosorogov. Ona pač je Angležina, prihaja iz vojaške družine in pač je potem
študirala biologijo, ubežala je familiji, je šla v Afriko, veliko potovala po Afriki in se nekako znašla v Keniji, kjer je pač spoznala biologa Iana Douglasa Hamiltona, Slava mu pred 3 tedni je ki je preminil. pred kratkim umrl. Slava mu. In je postala njegova asistentka, on je pa takrat z letali pač poskušal metodo štetja slonov iz Monitoring. zraka pač iznajdeti. No. In Cass je imela izpit, oziroma je naredila izpit za Zelo. pilotko, ker Ja. njen fotor je bil vojaški pilot ja. in mislim, da je šla Seveda. pač po njegovih sledeh. In je začela spremljati Hamiltona na teh poteh, hkrati pa potem je tudi sama letela. Ne. In v bistvu sta od štetja slonov prešla na štetje nosorogov in takrat, ne vem, to je bilo v 60-ih, ne, sta naštela zelo veliko še nosorogov tam v nacionalnem parku Garamba. Ne. Ja, mislim, da jih je bilo nekaj tisoč. Ne? Če ne celo več. mislim, 2000, 2000, ja, nekaj takega, ja. No. Ja, Tam nekje. potem je pa ona leta 81, okrog 80 se je preselila z možem, drugim možem v ta park, je postala nekako v bistvu prav z namenom beleženja nosorogov tam in je sama fulkrat letela tam, jih je štela in pač je videla, da to število vztrajno pada. Ne? Seveda tam so bili divji lovci, bili so te pač oborožene Ja, skupine. ampak drugi po genocidu v Ruandi, ne, leta 1994, ki se je potem z tako manjim begom genocidarja preselil v vzhodni del, severovzhodni del Konga, ne, DRC-ja, se je potem tam sprožila ta velika afriška svetovna vojna v Kongu, ki je pripeljala do, kot si prej omenil, celovitega pokola tako ljudi kot živali. Ne. In 6 milijonov ljudi, toliko kot v nacističnem holokaustu, je v letih 97-2004 recimo umrlo v DRC-ju. Ampak ta vojna, 23 let potem, ko sem jaz poročil iz nje, še vedno traja. Ne? In zdaj se bliža svojemu novemu vrhuncu z napredovanjem ruandsko podprte milice. In ta krog, ko smo prej govorili, bi rekel AK-47, tudi tu traja. Ne? Ta ista milica M23, ki podpira Ruanda, režim, ki je nastal, ki je preživel genocid, Tutsi, ki so preživeli genocid strani Hutejevcev, zdaj bi rekel, nadaljuje ta Vicious Circle of War še naprej na severovzhodu Konga, za kobalt, koltan, rudniki, artisan mines, vse tisoče in tisoče ljudi tam umre samo med tem divjim rudarjenjem, zato ker imamo mi v žepih. Se pravi, zdaj smo sam vir zaslužka so premaknili na kobalt, ki ga rabimo za AI pa za te stvari. Mislim, so bili diamanti, je bilo zlato. Veliko vsega. Severovzhodni DRC ali pa vzhodni DRC je z naravnim bogastvom eden najbolj, ko bi rekel, je staljena Grenlandija. Lušen. Zato pa razumem, zakaj hočejo, zakaj to AK-47 tam, ker pač ljudje hočejo te stvari, očitno. Tako je. Mislim, da kakor grozen pač. Hkrati pa popolno brez vladje in obenem pa eden najlepših prostorov tega sveta. Ne? In strahotna kolonialna dediščina, ki je v bistvu razbila lokalne vrednote, vse mogoče lokalne tradicije, povezovanje skupnosti in pripeljala pač v vojno, v kateri čas ne obstaja. Vse v nobeni vojni resnici čas ne obstaja. Ja, sem 30 let, kar dolg, ne vem. Jaz sem na 250-300 let podlage. Genocid belgijskega kralja Leopolda, 10 milijonov mrtvih in tako naprej. Točno, kdaj smo mi začeli pisati zgodovino, s katerim genocidom? Tako. To nosi, to vodi, to oblikuje ta prostor. Res je srdit, neobvladljiv. In to je Cass Hillman Smith preživela. In obstala tam, ne? In obstala. Na koncu je sicer mogla pač tudi ona zbežati, ker ni šlo drugače več. Ampak je v narobju samo telesno, njena duša je ostala v Garambi. Tako kot duša vseh tistih, ki so doživeli in preživeli vojno, ostane v vojni. Ker ona v resnici še vedno pač verjame, da je nekje še kakšen nosorog v Garambi ostal, severni beli. Sam pač se skriva pred ljudmi.
kar bi bilo zelo pametno v resnici. Glede na vse, ja, dejstvo. Do sedanje izkušnje mislim, da imajo kar prav, če se skrivajo. Temu se reče hopium. Ja. Ne? Mislim, ja, težko razumeti, ampak najbrž glede na to, da pač je živela toliko cajta z njimi, pa mislim, videla jih je bistveno več, kot samo 2, ne, za začetek, a veš, desetine jih je bilo tudi takrat, ko jih je bilo malo, jih je bilo bistveno Tako, več. ja. Pa, a veš, dobiš sigurno imaš nek drugačen stik z živalmi, ki jih pač, ki jih bolj poznaš, ne, tako da po eni strani razumem, po drugi strani se mi zdi pa Mislim, ne moreš si priznati, da je vse, za kar si se cel življenje boril, šlo v konec. Da ni. Ja, da ni. Ne moreš si reči, vse. da je konec. Pač, gospa je zdaj stara 76 let. ja. Mislim, predvidevam, da se bomo vsi podobno vedli. Ne? Pač ne odpoveš se kančku upanja, ki te drži po koncu, ki je tvoj driving force. Ne? Ja. Čeprav stari polski pregovor pravi, da je upanje imati vseh neumnosti. Stari Poljaki so tudi neki Vse Vedeli so drži vse vnaprej. skupaj gor. ne, to. Mislim, Ja. Ja, se ja, tudi nas je upanje držalo, gor, Seveda. da smo delali to zgodbo in da še Seveda, zmeraj verjameš, da seveda. bo pač nekega dne pač prišel ven en severni beli nosorog, kaj bo pa potem, je. je pa, ne, mislim, v ne vem čigavih rokah. ja. To bo pa pol druga zgodba, ki se bo pisala. No, ampak nismo povedali smo geopolitične situacije, kakšne se je zgodile, zakaj se je zgodil genocid nad ljudmi in živalmi, majhnimi in velikimi, ampak nismo povedali, zakaj so te nosorogi toliko traže na robo, kot so rekli pri naših bratih. Ne. Zanimivo je, da sam zaradi rogov, ne, in te rogovi so res dragi. Mislim, Da bi stal, ne? To je, No, mislim, Da bi stalo, ja. da bi stal. Da bi ne. stal, drugim, Ja, med drugim. mislim, Se pravi, med drugim, se vem, v- se vem, da je veliko teh različnih Končni izdelek je drag, Ja, na koncu. V bistvu. drugače Če tako pobijo gledaš, za ne. pestriže. To, kar smo se prej pogovarjali, ne, lovc dobi, ne vem, nič skoraj, ne, Ja. drobiš za to, ne. Tako kot recimo droga, ne, da je v Južni Ameriki, ne vem, $5, da prepotuje to phnam, ja, je 200 ali koliko. ne vem, pa, ja. pa 100, ne, Ja. ali pa ne vem, kakorkoli, ne. Ja. Pa iz lokalnih rudnikov, tam pač Tako. koltan, kobalt in tako naprej, zelo podobno. Ne? Ja, Pač ja, tvegajo ja. življenje z peanuts, zato Ja, da pač saj- korporacije ja, živijo od tega. Otroci, Za pestriža, Tako. oni pa. otroci naprej za minimalne pare, pa je to. Ja. Ja, izčrpavanje. ali Tukaj kako imamo pa temu Ja. reči. Epsteina, pa se Ampak v vse te bistvu pač- pizderije, ki se dogajajo. Ja, mislim, verjeti je v neko čudežno moč tega prahu iz rogov, v bistvu temelji na lažnih informacijah v resnici. Ja, ne. Vraženje. Ja, v bistvu, Ja. to, ki je Douglas rekel, ne, v bistvu nekaj pokončenega, ne, nekaj, ki je trdo, pa stoji, ne, pa pač povezuješ z nečem. Ne. Ja. Ampak, a veš, noben, zakaj si ne nariba, ne vem, štel od metle? Ne, zelo preprosto. Ker ni to draka, veš, ker ni. Ne, sam, a veš, ja. zdaj imamo vso tehnologijo, da lahko to razširimo. Ne, da razširimo to. Če smo že pri tem. Ne? Ja, Štel od metle Ali pa ni na karkoli, dvotonski živali, a veš, ne, to je brez veze. Pol še, Mislim, daj, da pa se se- riniš tako, kot dvotonska žival. Se lahko to na bager namontirajo unga, pizda Caterpillarja, ajde, tevo ti, pizda, už videl več premaknil, kot Ja, dvotonski. ne, ja, Ja, to to je mislim- neke te tradicije in neke te vraže, pa to še mrskaj drugega škode naredijo, ne samo pri nosorogih. Ne, tako da, Ja. No, rekel si, da zakaj si ne nariba metle. Ne? Preprosto si lahko nariba lastne nohte ali pa lase, ne? Ker je to ista roževina, sestavina. Roževin, popolnoma Pa jih enaka zlepi sestavina. in skupaj, To je to. ja. Aha. That's it. Nič drugega ni v Se pravi, če nosorogovem rogu. grizeš nohte, zna se zgodi. Da je to turbo Viagra. Ne? To je najboljše. Mogoče ni reklama za kakšne mlade fante. You nailed it. Ne ulazi v ovo, da bo od mladih fantov, ki bomo letos spet narobni ljudje, pa pridejo zraven. Če bo to kdo slišal, to Ja, briž ven. To briž Šlo ven. nam je za nohte To ne podcast. sme jeti naprej. Za nohte ne bi šlo. ja. Pa še ženska to reče. bo ostalo. Za nohte gre, tako ja. Za nohte gre, za nohte gre. Ja, ne, če bi ljudje, mislim, saj, če bi ljudje to vedeli, le, Se, če to gre samo za verjeti, a veš ne. Če verjel, da če grižeš vsake nohte, bo pol v redu, pa bi to počeli. Se- In
Ampak, Mogoče veš, bi ga še. problem je, da vzhodnjaki, se pravi, več ali manj Kitajci, Vietnam, pa tisti konci verjamejo to že tisočletja. Ne? A veš, V se pravi, če stari ni zdaj- kitajski medicini je to Ja, saj številni to, ja. recept za marsikaj, si imamo spisek. Ja, noter saj s- spisek kaj- noter, saj, če se del folk za prebere. čisto vse. Ne. Praktično, takrat ste napisali, da še vse še na koncu, še od AIDS-a do COVID-a. Vse, Seveda, vse merno. cel. Je pač dodani COVID, ki bi Ja, bil valjda, ki aktualen. bi ne. Jasno, ne. Valjda, Ja, absolutno. Dokler je sam kitajski cesar to jedel, ne. A veš, smel tudi nosoroga učiti za dosta, ne, da so to nekako rihtal, Tako. te zdravila. Ne. Pa še oni se verjetno Kaj je imel, ne vem, nek- kakšnega vola zraven. Nek dvor, dostop Vede, do kdo tega. pa ne. To vede. se pogosto dogaja. Ja, Ja, sej, mislim, se kdo pa ve, še vse zdravil. Bivolje te rogove Bivolje tudi rogove, ja. zamenjujejo To je ista, za... ne. Isti Tako je. šmor, malo ga vredeš, obdelaš pa je, ne. Ja. Se da Z vse. gipsom napolniš, da je težje. Z lipice, ki potkujejo, veš, pa še Ja. ene dve vreče pošljajo na Kitajsko. veš. Tisti živi pol lipica. Ja, to ne vemo. Mislim, postala je stvar prestiža, ne? In ker je postala stvar prestiža, je potem cena rasla res neverjetno. Ne? In smo prišli pač do ene kile za $100,000. a ne. Koliko je pa cel rok? Do the maths, recimo, da je koliko? Koliko je težak. 10-12 kil, a ne, Cirka. torej je $1 million baby, Ta en resen, največji. To en je resen rok, a ne. Halo? Sej pač. Lažje, kot to startup pove vse. narediti, pa ne, do 1 milijona. a Veš, Tako, mislim, ne. lažje. Sploh če tam, ne. Pa čeprav, kot smo rekli, ti lovci, ki to lovijo, ne Mislim- dobijo tega, ne dobijo bruto ven. To mislim. Ne, dobijo šus v glavo ali Najverjetneje, pa ja. doživljenjsko zaporno kazen. ne. Medtem ko pač te verige, ne, oziroma ti organizatorji. Zelo redko pač, pride do njih. Ja, ne. dejansko. Prav zmeri unit, najmanjši najebe unite veliki. Prav korporativna Niso- struktura je, no, res taka piramida navzdol je, v resnici, mislim, ne, tako prav vidiš, kako. Na prvo žogo, ko si v naravnih rezervatih, pa poslušaš zgodbo o divjem lovu, pa tako, ne vem, vidiš recimo, ne vem, ubitega slona in tako z iztrganimi taski in tako. Se popizdiš, ne? Tako čutiš srd, ne vem, morda željo za po vojnih pobojih, Aha. ne? Ampak Kje je tako? je treba vse čas vedeti, kdo, zakaj je bil do tega pripeljan, da je to naredil. Ne? In neka zanimiva stvar, ne? To ni ironija, ne? Ampak v bistvu nekaj prav lepega za prepoznati v resnici je, da je med rangerji veliko bivših povčarjev, divjih lovcev. A tako ali kaj? Ne, ja. Se pravi, ko so šli Tako je. niso Tako. so šli iz Dark Sida nazaj. Mislim, Za razliko na od light side. številnih hekerjev, recimo. Poznajo Ne? biznis, Ja, ne? tako, ja, Ja. ne? Ja, tako. In, Ja. in v bistvu jih tudi so radi, ker poznajo, ja, seveda, no, to je tako v bistvu kot v varnostno-obveščevalnih službah. Ne? Vedno je lahko to double act, seveda, ne? In to se dogaja, ne? Marsikje, Aha. predvsem v Južni A Afriki. se to sta Ne. rekla, ja, da, Tako. v bistvu, da imajo kriminalne organizacije lovke vse posod. Brez Da to je, to je vedno inside job. Poaching je vedno inside Seveda, job. ne. Vedno. Nara je Ne, velik, Tako, kaj je problem podkupiti še druge dva pa. tako. Samo v bistvu OLPG so pa te rangerji, to je pa cel odred, oziroma vod, ali Tako. kako to pa ograja. Pa to je, Pa elitni to so, je, ne, to, ja. to je v bistvu vojaški kompleks v resnici. Ali kako bi Ja, rekel, v bistvu je res en tak, Mislim, za potrebe varovanja. Luksuzen kanclager. Tako je. To si ti rekel, ja. Ja. Tak malo večji Nisem mislil, živalski da je kdaj vrt. to v povezavo v resnici. istem stavku slišal. Ampak Ja, kar zajebane. Tam oni niso imeli nobenega primera krivolova že več let, nosoroga pa sploh ne. Ravno zaradi tega, ker je pač z žico grajen park in vsi, ki prihajajo tja, vejo, da ne, pač ne bo dobro se jim sal. A se navadni, mislim, ne navadni, a se ljudje, ki pač delajo v teh parkih, pa živijo tam okoli, a se srečajo s temi povčarji, ali oni pridejo tako, kot ne vem, ena elitna enota, pa sad jih nema, pa pač sam Mislim, med temi lokalnimi prebivalci ponovadi iščejo te izvajalce, lovce. Tako da, ja, večinoma so to res navadni prebivalci. Ne? Samo v Keniji, ampak- recimo, tega zdaj bistveno manj, kot je bilo kadarkoli. Kenija ima tudi zelo zaostreno zakonodajo. Ja. ne. Zaustrili Ja. zadnje Ja. leta. Ja.
In tega je ogromno, še vedno, recimo v Južni Afriki, ker so tudi z Matjažem delali, tam je veliko bolj radikalno. Ne? Tudi, ne vem, Kruger in tudi drugi parki so, veš, tudi zaradi geografije, odprta meja z Mozambikom, dolgoletna pred leti, državljanska vojna v Mozambiku in potem ljudje, ki so bili lahko begunci, se jih je pobijalo, ker si jih nemudoma prevedel v pavčere in tako. In je bila to brutalna zgodba. Ne? Umrli je stotine in stotine nedolžnih ljudi v imenu boja proti divjemu lovu. No? To je tako zelo kompleksna zgodba, ki jo nikoli ne smeš razumevati na prvo žogo. Omogoča pa ful enih malfunkcij in zlorab. V Južni Afriki so lani je bilo ubitih, ne vem, skoraj en nosorog na dan. Se pravi, tam čez 330 nosorogov, kar je sicer manj kot leto prej, ampak to je še zmeraj ogromno. Če veš, da je, ne vem, južnih belih nosorogov je trenutno enih koliko jih je 17-18 tisoč. 18 tisoč, pa lahko zračunaš, da ne bi zelo hitro lahko vse potamanjali, če bi pač 300 na let. In v Afriki, mislim, v Južni Afriki je to, zelo pogosto so pač tudi tisti rangerji v parku res povezani s temi pavčerji. To je eno, pa v Južni Afriki še vedno, ko bi rekel, tako rekoč govedorejec, ki ima veliko farmo, goji južne bele nosoroge. In to z namenom, izključno in samo tega, da lahko nekoč nekje, tudi zamrzlno se je, veš, kaše, zaradi pričakovanja cene in manipulacije cene. Ali mrežo rogove in čakajo na priložnost, ko bi se recimo pač to dovolili prodaja. Ko bi se mednarodna prodaja dovolila. Res se razdela. Tako, seveda. In pač organiziran kriminal, kakorkoli pogledaš po definiciji. Legaliziran kriminal v resnici. Če je pač trgovina znotraj države dovoljena, mednarodno je pa prepovedana. A veš, pa smo se vprašali, zakaj nekega nosoroga prišel ustreliti Čeh, zato ker je dobila Češka te licence strani Južne Afrike. Zakaj jih je prišel? Zakaj so se kar naenkrat v celi zgodbi znašla tajska pa vietnamska dekleta, zato ker so tajska pa vietnamska dekleta bila povabljena kot, ne vem, barske plesalke, recimo kuharice in tako naprej v te države, pa so v bistvu legali so komod dobile dokument za streljanje, ker so bile lahko, Mislim, niso ga ono streljili, streljil ga je nekdo drug, ampak one so ga pozerale. One se bile zelo. Po črki zakona je bilo vse ok. Zdaj pa en ful močen medklic. To je neprimerno bolj nedolžno od jebenega streljanja alpskega kozoroga nekaj 10 kilometrov od tu. To je res. Divji lovci tam se borijo za lastno preživetje. Te kurbini sinovi iz Slovaške pa Danske in pizde človeške, ki pomagajo tem ljudem in organizirajo te lov, so veliko večji smradi kot kdorkoli v mednarodni verigi divjega lova. Jebe mi mater škrba v usta direta. Crknejo ne vsi v peklenskih mukah. Pika. Konc. Se strinjam. Lepa. Mislim, v resnici tam so zaradi geopolitičnih stvari. Tam te ekonomija prisila, pri nas pa, pri nas je pa evri. Ego. Mislim, na koncu vse skupaj, kjerokoli stvar, ki se zgodi na svetu, jo lahko prevedeš oziroma zdestiliraš do denara. Nažalost. Kokarkoli obrneš, se da to zdestilirati na evro. Mislim, ali dolar, ali karkoli. Optimist v meni, mislim, ti bi rekel naivnež v meni, bi pač Afriko rešiš tako, da jim daš dosti denarja, pa pač pa bojo nehali s tem. Afrika ima dosti vsega. Ni problem. Afrika je zato sem pa naiven. Kaj je to sploh Afrika? O čem mi govorimo? Kontinent, ki je dvakrat večji od Evrope, pa moramo imati celovito resursov toliko, da za popizdati vsega. Se pravi, predistribuirali dobro v resnici. Mislim, zelo slabo. To še mrske ni, veš? Mislim, to je zgodba našega življenja, da je distribucija napačna. Ni problem v količini denarja, kaj je na svetu. To je res, v bistvu. Distribucija je zmer problem. Itek vemo, da je kaj denar, denar je konstrukt. Denar je denar. Mi rečemo, da je to vredno ali pa ni vredno. Ali pa kozorogo, ali pa nosorogo. Samo šmeti jajca, pa je to šefu jutri povedati. Rok je skupni imenovalec. Rogi so tukaj. Rok je skupni imenovalec.
Ja, okay, Počevski. Čevski rok. to smo imeli prejšnji teden, ko smo imeli alternativno zgodbo Melanije in njene poti v Ameriko. To je ona herojska bežala. Bomo dali za poslušati. Ja, Boljši scenarij pustimo za to. film, kot je bil. No. Mislim, več akcije. No. Mislim, ne moramo Dosežek. soditi, ker nismo gledali, saj jaz ga še nisem. Ampak sumem, da je bil boljši. No. Lej, a so imeli oni niške specialce? Nisem imel. No, Nisem imel. narejen. AK. Valjda, AK, mora biti, vse mora biti. Vse je bilo. Še MK, ja. Ja, no, še MK. Ja, v Je, bistvu. ne? Ja. Mm. Hvala, to so boljše. Seveda. Zdaj so boljše. Ne? Kake. No, v glavnem, pustimo. Hotel sem prepeljati zgodbo v drugi del. Ne? Se pravi, kdo se je odločil, da bomo in kako so se odločili ljudje, da bodo probali in na kakšen način rešiti severne bele nosoroge, čeprav so praktično izumrli. Kdo se je odločil? Mislim, kdo je. Na nek način, na nek tak Kdo je pač na idejo, rečemo. No? perverzen način, mislim, v osnovi pač jih je poskušala rešiti Kes, ne, tam. Ampak ne, se je to izkazalo, da je nemogoče, zaradi tega, ker ne, je bil tisti prostor v bistvu bojno polje. Ne. Na nek način se je odločil že tudi ta direktor živalskega vrta Dvor Kralove, Jozef Wagner, s tem, ki je pač selil te živali iz narave v živalski vrt. Ne. Plus živalski vrt San Diego, ne, pa z Lukasom. točno, ja. Ker nosorogi so Ja. bili preseljeni iz več afriških držav v različne živalske vrtove. Ne. Nekaj časa so se seveda tam parali, potem so ugotovili, pač zgubili so voljo. Ne. In kar naenkrat ni šlo več naprej. Ne. In potem v enem trenutku so se pač ljudje v tem češkem živalskem vrtu povezali s strokovnjaki nemškimi. Aha, v bistvu Čehi so začeli Ja, inicijativo. oni so pač, Mhm. no, še tako, mogoče še en korak nazaj. Ne. V češkem živalskem vrtu so bili, koliko je bilo severnih belih nosorogov, 4 ali 6. Ja, je bil še nabir. No, Ki se niso pač parali in potem so Tako, rekli, tako, ok, ne, tako, pa dajmo tako. poskusiti jih preseliti v Domov, Afriko, ja, da bodo nazaj v v naravo, naravnem da bojo videli. okolju ne, Ja, dobili voljo. Ne. Mhm. In so jih preselili tja, ampak pač ne, tudi tam ni nekaj šlo. Ne. Fakt, če bi se mogel nazaj v Bornico preseliti, ne bi mogel nikoli. Kje je? Evo, borovnica, Afrika. Jaz sem se spraševal, Smo zašli. V redu, jaz sem Nismo. Za nas ne, no, mogoče za vaj. tam smo, kjer moramo biti. Pejmo zbedeti, v redu, to je super. Jaz sem sam še eno stvar. Kje je zdaj, a veš, kje je zdaj prašek nosorogovega roga za nosoroge? A veš, kje Ja. bi stal za njih? Ne? Viagra za nosoroge. Ja, to. Lepa, Pač nemški embriolog, ne, Thomas Hildebrand je pač, tako, ne. ne, Ja. umetno Viagro izumil. No. Ja. Pač Thomas Hildebrand je nemški v bistvu veterinar, ki se je specializiral za umetno oploditev slonov in nosorogov. In on je nabral okrog sebe skupino strokovnjakov različnih specialnosti, in oni so naredili načrt, kako bodo pač rešili nosoroge, se pravi, da jih bodo rešili pred dejanskim funkcionalnim izumrtjem. Ne. To je bilo koliko let nazaj že? 2005, po mojem, ki je bil še International Rhino Fund zraven. Ker so oni stali za tem. Veš, Ja. ko so še Več dobili kot v Kinshasi, tako kot je bila prva ideja, je bila, da celo priselijo 10 najprej iz Garambe že v Olpeđeto. Aha. Ne? In je Pa potem je še bil v sedanja Garambi, oblast so še bili, Kinshasi v DRC-ju blokirala zaradi svojih Ja. partikularnih Super, ja. interesov. Tako da kot se temu pač reče. niso prišli, ne. In takrat je bilo res Ja. veliko upanje. In zatem Ja. je to bila prvotna ideja, in to je v bistvu Kes. Ja. In to je njeno največje obžalovanje. No? Ja. In takrat Ne, ni da so uspelo. uspeli. škoda. Bilo je pa res close, imeli so že tako, bi rekel, infrastrukturo, vse je bilo že ready Ja. made. Oh, shit. Ja. No, in to se ni No, še zgodilo. večja Ne. nesreča. Ja. In potem so v No, vse. Olpeđeti sami ti Čehi pristali, ker so bili vsi pač med sabo v sorodu. Ne.
in Ja. povezani. Ne. Ja, noč in potem v bistvu je Susak by the... ta konzorcij Biorescue. Je dogamna skupnost, čuj. Pika. Mogoče boš, da ni kaj ratal, ne? Ker kaj bi potem 4 rogovi. To je maksimalno. Slušam v familiji, piše. Made in China. Stemuja. Joe Rogan. Ne? Pa so se dejansko, mislim, tukaj je pač vklopila se visoka tehnologija, biotehnologija. Ne? Na podoben način, ko se izvajajo umetne oploditve pri ljudeh, so v bistvu izumili metodo, kako pač bi umetno Tako. oplodili nosoroge in unesli zarodek. In v bistvu je pač vsi ti postopki, ki so jih oni razvijali, do trenutka, do katerega je prišlo do ustavitve tega prvega zarodka, severnega belega nosoroga, so trajali, ne vem, 10 plus let. Ne. Zato je bilo toliko večje razočaranje, ker je potem konc 2024, pač prišlo v Olpedžeti do enega hudega deževja, po parih letih hude suše. Se je ulila, ne vem, silovito deževje tam. Večtedensko, ja. Pač pojavilo se je poplavalo. In v bistvu je to deževje toliko razrahljalo zemljo, da se je spravilo zgornjo plast zemlje. In v tej spodnji plasti so bile pa v bistvu tako rekoč mumije, se pravi trupla, ne vem, umrlih živali, več 100 let stara. In ta trupla so vsebovala pač eno smrtonosno bakterijo, Ki je bila pa še ki kako je živa. ravno takrat, če niso vedeli, da noseča južna bela nosoroginja, nadomestna mati prvega zarodka severnega belega nosoroga dobila. Tega v knjigi še ni, to je Ne, zdaj to že je- nadaljevanje, to je- ne, ja. do 2024. In dejansko, to sem pa brala potem, ma je ta Jan Ta Stejskal, biti še več nesreče. ta Čeh, ki je v bistvu nek tak koordinator tega projekta, je rekel, da so najprej mislili, da je nosoroginjo pičila, ne vem, ta črna mamba, ker je tako hitro se je zdravje slabšalo, Shit. dejansko je umrla v roku malo več kot 1 ure. In oni niso vedeli, da je noseča, da je pač bila breja. Šele ko so naredili to biopsijo oziroma avtopsijo, Ja. so Ugotovili, ugotovili, da je zarodek severnega belega nosoroga bil star dobra 2 meseca. Oh, To pa res ono, kako gre vse lahko narobe, Ja. to gre lahko narobe. shit. Tako da to jih je čist potolkal. No, jaz nisem občutek, da jih je čist potokal. Mogoče so se delali, da jih ni. Ampak Ker so to predstavili kot veliki triumf svoje metode. Mislim, Ja, okay, sej v- če Ne tako pozabimo, pogledaš, če tako slikca pogledaš, obstaja, pač slika Ja, tega okej, imaš embrija, ki je slikca, pomanjša je nosorog. bil pa to ko dokaz, obesek da njihova zaključa, ne. metoda Dela. te umetne Ja, ustavitve zarodka deluje. Ne. In tistem Ja, trenutku ker- sem jaz vzpostavil Ja. malo distanco do tega, ker pač to ne moreš. Ja. Mislim, tako. To je bilo težko, to ni sladko kislo, to je samo kislo. Ne? In to je toksično kislo v resnici. Bilo, Ja, no, ne? mislim, Ampak pač metoda vseeno so deluje, ne. znanstveniki, ne? Mislim. Ja. Mislim, ja, oni so Seveda. svoje delo Tako. opravili, delo je bilo uspešno in pač so to kot tako tudi predstavili. Ja. Je pa pomembno, točno pri tem, Mislim- kar si ti povedala, dodati še ta nek tak celosten nadkrovni element, ne, ki so podnebne spremembe. Ja. Ne, ki jim pa tudi, bi rekel, vse science, vsa vojska, vse, kar pomaga, vsi rangeri, cel celoten medijski, ne vem, splošen support, ki ga je ta case dobil, Ja. ne, tudi zaradi našega dela v resnici, ne, Seveda. funding, je useless, ko je nekaj, bi rekel, ko je act of Ja, divine ko force. pride Divine Ne, Force. ko je nekaj močnej, ko je, Ja. ne, ki je Ja. pa act of human force, ki je samo še, bi rekel, podnebne spremembe oziroma Ja. posledice podnebnih sprememb so suma sumarum vsega, o čemer se pogovarjamo. Ja. Ne? Ja, In ja.
če tega držja ne bilo, če Se ne bi verjetno bilo Tako ne je, bi ne, tega ne bi bilo 2,5-letni suši, zgodovinski, no, nikoli še to taki prej, tam. ja, Ne? še to Ko prej, smo bili mi Ja, tam, ja. je prihajalo do tega, da so ljudje iz local community se pritoževali, da so brez vode, zato ker je vsa voda šla za fucking nosoroge v resnici. Tako daleč je šlo že to. Ne, to je bilo v njihovem tonu slišati, a veš. To je tudi, Ja, to je tudi Še prej, ko smo huje. bili pri etiki, ne, ker- Še to za dodati, Ja. sorry. Sloni, o katerih smo govorili iz parka Samburu, sloni iz parka Samburu, ko smo govorili prej o njih, Ja. ko smo delali z Matjažem o njih zgodbo, Ja. so z rdečimi ritmi, pač od peska umazanimi rdečega, kar je značilno Samburuja, koračali dol po prostem koridorju proti Olpedžeti, ker je bila v celem delu te Kenije samo tam voda. Na poti so obležala številna trupla, žirafe so serijsko umirale v peklenskih mukah, ker so se posušili vsi pondi, ki so ostali take in to se je zgodilo pred veliko povodnjo. Najprej Aha. velika suša, potem velika povodnja, samo Shit. in extremis. a ne? Mislim, Super. lokalnim Ja. prebivalcem, ki tam živijo v totalni bedi, ne vem, ki so pač odvisni od živine in seljanja pač teh svojih živali v iskanju hrane, ki je primankuje. Daleč naokrog, je težko dopovedati, da pač je treba rešiti severne bele nosoroge. Ja, seveda, In jim je ja, težko absolutno, dopovedati, ne zakaj uvedemo. pač Zakaj ima tam voda, voda. Imajo pač živali v Olpedžeti prednost pri vodi Ja. pred njimi. Ne? Ja, seveda. Absolutno. In tukaj je se še dejansko sprašujem. velik konflikt Ampak- ne, Ja. med Veš, to- se pravi, temi parki in prebivalstvom. Ja, ne. ja. Mi tega ne razumemo. Mislim, mi tega ne razumemo iz konteksta, ker vsi, kamorkoli greš po svetu, tisti, ki se ukvarjajo še z osnovnim preživetjem, tisti se ne ukvarjajo z živalmi, se ne ukvarjajo z okoljem, se ne ukvarjajo z ničemer. Oni se ukvarjajo pač samo s preživetjem. Ne? In verjetno, da jim je dost vseeno, tudi za une dva nosoroga in za žirafe in za vse skupaj. Pač, če In moraš- kar stvari še zaostruje, oziroma ta konflikt, ne, da v večino teh rezervatov v bistvu upravljajo belci in so lastniki belci. Govorimo o teh zasebnih rezervatih. ne. Seveda. Tako da Kolikor oni imajo potem od zgora lokalci tudi navzdol. neke službe Ne. tam, ampak to so pač Narekujejo. Ja, Kupujejo. te številke, to je omejeno to število je omejeno služb, število seveda. ljudi, pa Ne, tudi a najbrž veš. ni, ne. Tako, kako bi rekel, zdaj ta ko se že reče temu, growing demography in shrinking geography. Ne? To Ja. je opis Ja. Izraela, Palestine med drugim. Ampak ne, to je to. Ne pozabimo, ne, to je veliki tabu. Ne. Enormno naraščajoče število živalske vrste, ki je najbolj uničujoča, ne, in v bistvu serijsko ubija in svojo vrsto in tudi vse ostale vrste, ne, je po mojem ključen problem. Ne? Tako je rekel Douglas enkrat, ne? Problemi smo ljudje. Tako je, ne? Ja, itak. In to zelo jasno vedno na vsakem koraku pove tudi veliki največji David Attenborough. Ne, pa sem mu to tudi v svojem manifestu poslovil, ne, ko bi rekel na nek način kot končno rešitev človeškega vprašanja postavi Pripjat, potem ko se ponovno razcveti po nuklearni katastrofi. Hell the Lord. Ja. Ja, ne, sej. Dobar, mislim, ne vem, če je dober. A je dober, dober ni, ne? A je Ne, razen ni za dober, optimizem? dober. Ne, Ne, vse gre v ne. kurac ali kva. A je razlog, da, Sveta. Ja, saj, Ja, saj, jaz saj. mislim, da danes recimo ta zgodba v nosorogih ne bi niti približno take pozornosti mednarodnih medijev dosegla, kot jo je pred nekaj leti. No. Zdaj je šla pozornost nekam čist drugam. Točno to. Zdaj so Dobro, podnebne spremembe, Absolutno. Ja, pač, to je čisto nek. En To je t- hod neka zdaj brezvezna bilo. tema. Ja, ja, ja. Ne, pa tudi O sploh kateri govori sem še niso elita. resnične. Niso resnične, kje pa si ti. Ja. Sej, eni tam predsedniki smo, ne? pravijo, da sploh ni, da Do to ni, naslednjih da poplav, veš, ne? Ja, ja. Da ni Ja. treba, Tako bi se- rekel, to se zgodi. Ja. Ja. Saj se na 100 let, Stoletne 100 let, ja. vsake 2 leta se zdaj na 100 let zgodi, ampak ja. Ampak še enkrat bi rekel to, no, mi smo imeli s to zgodbo, noben od nas ni pričakoval,
da bo ta zgodba tak breakthrough. Da bo to večplastno po vse. Med drugim je bila na nebroju strani objavljena v kitajski izdaji National Geographica. Kar pa ni slabo. Mislim, pač main market. Ampak tudi, veš, kamorkoli v Evropi pa Ameriki smo prodali, bo objavljena. Matjaževa, ta fotografija je bila zbrana za najboljšo popotniško fotografijo na svetu in tako naprej, pač dobil eno goro nagrad za to. Potem, ko je knjiga izšla pri založbi Unko, kjer pač jaz objavljam glavnino svojih knjig, pač smo zelo hitro dobili tudi ameriškega založnika, praktično brez nekega zares velikega prebijanja, kar je za slovenske avtorje več kot čudež. In to se mi tako zdelo, sicer ne, da smo si na jasnem, ne gre, kot smo rekli prej, je približno tako lukrativno kot slovenski podcasti, razen nekaterih. To ni poslovni model, je pa bil za nas za nas poslovni model, predvsem za najo z Matjažem, ki sva freelancerja, Maja je redno zaposlena na delu, midva sva freelancerja. Je bil poslovni model, da smo se s honorarji lahko solidnimi honorarji, takrat so bili bistveno večji, kot so še zdaj, ko se je pač na market zelo zožil. Nekaj takega, kot ilustrirani magazini, je že crknilo v peklenskih mukah. Tudi na letališču zelo težko še kaj najdeš, ker še trafiko komaj, v Ljubljani sploh ne. Kaj da na Mehtikovih je velik? Ja, praznih, spremenjenih v pobiralnice, parkirnine, recimo na Brodu v tehnološkem parku. Ampak decid Kickstarter so novi parkingi. Broju digresij, ujeli smo po moje še zadnji vlak, ko je v našem poklicu se dalo narediti nek tak resen korak. In z Matjažem sva že imela prej neko fino zgodovino sodelovanja s tujimi mediji, bila sva razposajana tudi zaradi plana B, ki je bil uspešen tudi tujini in tako naprej s temi zgodbami in so nama zaupali recimo tuji uredniki. Zdaj, kar en del teh urednikov ali pa časopisov, sicer večina še obstaja, ampak mnogi so se zožali, ali so samo še na online, ali so zamenjali lastnike in ni več nekaj let potem, 3, 4, 5 let potem, sploh ni več prostora za temu. Če se nam zgodilo, da se je zgodila ta, kako bi rekel, internetna revolucija v medijih v letih 2004-2010 recimo, ko je šla v tri pizde materne večina tiskanih medijev, je to popolnoma neumno razumevanje časa in prostora. Glavnina se je zgodila od koronskega zaprtja naprej. Takrat se je velik del ljudi, kako bi rekel, dokončno atomiziral, zaprl lasten svet, se informativno, izobraževalno digitaliziral in ko si enkrat zgubiš navado, če prej sploh nisem imel, moraš na novo osvojiti, pade ritual, konec je tega sveta. To je treba razumeti, to neskončno boli, ampak se pač moramo to sprejeti. Naš poklic, novinarski poklic novinarjev, ki svoje delo večinoma opravljamo na terenu, je mrtev. Mrtvi tudi poklic ljudi, ki pišemo long format pisne izdelke, kot so knjige ali pa dolge reportaže. Odpri katerikoli resen časopis in v njemu naštej terensko narejene zgodbe, že domačih dopisništv je neprimerno manj, kot jih je bilo v zadnjih letih. To je že tudi jasno. Se v umetnem čaju poročajo, da dopisništva grejo, pač vsak desetletje se malo in domača in tuja. Seveda. To je bila zdaj moja hčerka je bila na informativnem dnevu za smer novinarstvo. In so ravno ta problem izpostavili, da v bistvu koliko malo denarja se za dopisništvo namena in koliko v bistvu gre vse to. Ni zbrdo, ampak koliko je še zmeraj pomembno, da bi bilo najbolj pomembno, da bi bilo potrebno to. Ljudje predvsem zanimajo lokalne novice, to, kar se dogaja v njihovem okolju in tega pač skoraj nikjer ne moreš več prebrati. Oziroma pogledati. Problem je tudi, skoraj večina ljudi ne bere več. Zato tudi vidno, nimata več skoraj služb. Zdaj so pa izmerili, prejšnji teden so izmerili, da je IQ očitno šel zares dol, da ni več, da ostajamo na istem, v nekem povprečju, ampak da je deklanje jasen in hokejka gre na dol. Pismo evolucijsko, zato ponovadi rabiš za
blago modifikacijo, kaj 7 generacij najmanj, ne? Ja. Pizda je šlo hitro. Tehnologija gre hitro naprej, tako da lahko to hitro zritamo. Vidiš, da se. Najprej vprašal, kje si to bral, tako da najprej, da veš, Ledi ve. kje je to spet. Aljaš sodelavci je prebral. Aljaš sodelavci. Legit source, Ne, Lik zadnjega mega dobrega, veš. tako bom rekel, ni eden tistih sodelavcev, ki rečeš, ok, v redu je. A veš, Ja, veš, pa se ne reče, mogoče se zapiske, mogoče se to zmotil, neč ne rečem, se jaz ne morem, Aljaš je že izvedel. Upam, da se je. Upam, da se je. To me spomnim na ta fake news, ki vsake tok časa se pojavi na Facebooku novica, umrl je zadnji severni beli nosorog, kako žalostno. In to še zmeri poobjavljajo, ne vem, novico o smrti Sodana iz leta 2018. In potem po možnosti tvoj zelo bližnji, ne, sorodnik te obvesti, si Poglej, to si delal, ne? Naš bi bilo zavila vrat. Legitimizacija fizičnega nasilja. Ja, to je to. To je to, ja. Algoritmi so novi opi ljudstva, teorije zarote so pa nova oblika razrednega boja. Wow. Tako se zdaj temu reče. Nekako si lastim tole zdaj. Ja, vse je lepo, mislim, dobro. Za namikica. Ja, točno to. Eno na drugi, drugo na drugo. Ja, Ampak je res, verjetno. se pravi, Jaz sem še mislil, da bomo na optimistični noti končali. Jaz sem hotel, da kaj smo vse naredili v imenu neustavljivega napredka, tako kot je Douglas enkrat rekel, ne? Ampak kaj smo naredili vse v imenu neustavljivega napredka. Veš, v stranišču hiše K.S. Hillman Smith je na polički knjiga Meaning of Life. Tako da to je zelo ljubko. Zelo lepo. In njeni spomini na Douglasa, ker vem, da ste pač vi Douglasovi otroci, in se tudi sam štejem v to družino. So tako malo površni. Malo površni. Tako štorast duhovitež, pa tako malo awkward, malo sramežljiv, malo zadržan. Mislim, da mogoče med vrsticami hotela reči, da bi bil blažje avtističen, ampak ta spektr je sila širok. Ampak prijazen? In od vse. Vidiš. Pa tudi nagnen k izrazitim hiperbolem, recimo. V zadnji priložnosti zapiše, če sem se neposredno spomnim citata, da sicer kako je ona super lepa, izrazito lepa, in da hod vojaških hlačah pa v srajci, iz katere je par odstreljenih gumbov. Pa jade. Ampak če dodaš, bi rekel, 30 let na tisto podobo, potem verjameš, da je tako približen. Zdaj pa najbrž je že tako, Zdaj po moje že ona komu drugmu odstrelila kakšne knofe. Na gatah po moje. Tako je. Glede na dogajanje v tisti hiši, v tistih dneh. Pa smo končali s prijaznim Angležem, bratom avtističnim. Tako je. Hiperboličnim. Največjim vseh časov. Enkrat sem poslušal, da je bil Douglas tvoje res ljubko študentsko čtivo. Tvoje? Tudi študentsko? Študentsko čtivo, ne pa toliko posebej ljubo in ljubko. Bolj srednješolsko, veš, kot študentsko. No, se v bistvu naše tudi, tako, srednješolsko. Sem ti šel naprej. Daj nam povej, kaj moramo zdaj naprej brati. Kaj morate naprej brati? Pa da bo imel, vse, kar ni na zaslonu, po moje, čim več. Ne se izogibati leposlovju. Leposlovje ohranja kognitiven jezik živo. In plus, če se rad biti, pač nočem tukaj in zdaj propagirati stvari, ki jih sam berem, ki so te večinoma tuje. In preveč beremo v angleščini, da bi bil pošten do lokalnega trga. Zato bom rekel, da je pri nas treba brati Jasmino Jerant in primer Anhovo, treba je brati Natašo Kramberger, ki piše sjajne stvari in bolj kot vsi mi tukaj skupaj razumemo, kaj se dogaja v tem svetu, tukaj in širok v interferenčnem loku. Treba je brati avtorje, ki to, kar pišejo, tudi živijo. In imamo številne mlade ali pa srednje mlade, pa malo manj stare avtorje in avtorice, ki pišejo izjemne stvari. Treba je brati časopisje, do konca tega sveta je treba brati Ervina Hladnika Milharčiča. Absolutno. In ob koncu dneva nikakor ne smemo brati samo ljudem, ki potrjujejo
naša razmišljanja, ampak moramo brati tudi ljudi, ki bi jih nareš na mlatu, ampak veš, da so kognitivno močnejši od tebe. Okay. Ne? In to je izjemno pomembno. Ne? In v mladi generaciji takih avtorjev kar neki. Na prvem mestu, kot sem rekel, treba je brati Sloveniji, Jasmino Jerant in Natašo Kramberger. Maja, še ti kakšno? Mislim, koga je treba brati, se popolnoma strinjam z Boštjanom. No? Mislim, kaj sem nazadnje prebrala, Silvana Tisona, Ginko, to pač neka taka zbirka kratkih zgodb, ki ti pove vse o človeštvu in samemu človeku. Drugač pa pač definitivno mislim, da je treba brati ali pa predvsem iti ven pa gledati stvari, pač gledati vse okrog sebe pa se spraševati, zakaj je to tam, kakšno funkcijo ima in kakšen odnos imaš ti do tega, ker se mi zdi, da pač naravo dojemamo preveč egoistično, se pravi, tudi naravo obravnavamo kot nekaj, kar je kar nam služi pač našim potrebam. V resnici smo pa mi del narave in se bi morali veliko bolj prilagoditi in podrediti, kot pa to do zdaj delamo. Predvsem pa pač čedalje bolj verjamem, da mislim, je vse to, kar se dogaja, vse te vojne, ta grozodejstva, so zelo povezana s tem, kako smo oddaljili se od narave, kako smo se oddaljili od te svoje prvobitne živalske biti, in kako v bistvu ravnamo z živalmi, pa ne govorim, kako ravnamo z hišnimi ljubljenčki, ampak kako ravnamo s tistimi živalmi, ki smo jih določili, da jih jemo. Se mi zdi, da ko bo vsak pri sebi razčistil, pač kaj počne, ko pač poje neko živo bitje, ki je bilo pač še pred kratkim, ne vem, čuteče in ki mu je utripalo srce in ki ima potem tisti kos srca na krožniku kot nek kos mesa, potem se mi zdi, da mogoče se potem lahko začne neka taka osebna revolucija, ki pripelje do česa večjega. Do takrat pa nam ni upanja, se bojim. Ampak je upanje, ne? Ker jaz sem iz vajnega zaključka razbral. Treba je brati, treba je sprejemati naravo in treba je razmišljati o svetu. Pa ne smeš mesa jesti. Ok. Mislim, to pomaga. Mislim, precej. Absolutno, to smo se mi že večkrat pogovarjali, da tudi če že ješ meso, ga ni treba jesti toliko, kot ti mesno predelovalna industrija pravi, da ga moraš enkrat na dan ali pa dvakrat. Ne, v resnici sledi novim prehranskim smernicam, bi rekla. Sledi novim prehranskim smernicam. Ko bodo objavljene. Kadarkoli me kdorkoli vprašal, vedno vam samo z eno besedo odgovorim na vprašanje, ali lahko nekomu, ki ni doživel vojne, poveš, kaj je to? Klavnica. Ja. V bistvu je, ja. Nezmožnost samoomejevanja, občutek, da ti nekaj pripada oziroma da si več vreden od drugega in neskončna lahkota ubijanja. Ja. Na industrijski ravni, ki smo sposobni vsi. Any given time. Ob tem nihče nikoli nekdar, ko govorim to, če se počutim moralno superiorno kot praktično 40 let plus, 40 let skoraj vegetarijanec, če se ob tem počutim moralno superiornega, si zaslužim metek v čelo. Ker sem imel neko danost v okolju, v ljudeh, s katerimi sem se družil, ker sem jih bral v podpori, da sem hitro prišel do tazga zaključka. Ja. In to je privilegij izbere, to je v resnici. Ja. Tisti, ki pa privilegija izbere nima, ga pa nikoli nikdar ne obsojam za njegovo početje, če tudi je množični morilec. Ne samo živali. Ja, sam. Robert Sapolsky,
nekaj takega kot svobodna volja ne obstaja. These are my last words. V redu. Potem pa tle končajmo. Kar zapel nas dam. Aha, bomo kar tako naredili. Ja, kaj pa. Okay. Dajmo, ne. Road to hell. Ali bi še kaj dodal? Enač, Jaz hvala, mislim, ki da ste je nas to to. poslušali do konca epizode. a ne? Točno to, ja. Čiste, hvala. Ja. Z vami smo bili Maja, Boštjan, Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za seribe, pika si. Hvala. Hvala lepa. Hvala za Hvala obisk, vam, hvala za thanks. vse misli. Vi pa lepo se imejte. Pa da zaključimo tako, kot zmeram, rad se imejte. Tako. Mm. Srečno. Srečno. Hvala lepa. Thanks. Super. Mislim, kakšen scenarij sem jaz pripravil. A veš, prva ideja je bila, a gremo samo po opornih točkah, ali bom jaz malce pripravil. Sem jaz pripravil, zato Pa to je bil super pridem poba, kar si ti pripravil. Če ne drugega, si bom tremo razbil ob takih visokih gostih. Sveta mila mati. In posta pa sama polana vse. Še dobro, da je Boštjan take sorte, da rečeš. Tak "A, pa primitivc, potem ne." Pregovori. Primitivc. Koliko časa je pa to trajalo? To je ura pa pol, a? Ura pa pol. Ja. Toliko? Ja, ja.